Lep pozdrav v novem ponedeljkovem športnem pogovoru na straneh delo.si. Z mano je Siniša Uroševič, naš hokejski specialist v športni redakciji Dela. Jaz sem Miha Hočevar, urednik športne redakcije. Kot sem že rekel, tema bo slovenski hokej, srečen in nesrečen. Srečen, ker smo, saj tako se zdi, naven skoraj da hokejska velesila, imamo reprezentanco v skupini A, imamo reprezentanco, ki se je vrstila na olimpijske igre. Nesrečen pa, če pogledamo tole našo klubsko sceno, danes bo najbrž, skoraj z gotovostjo se da trditi, konec državnega prvenstva, druga finalna tekma med Olimpijo in Slavijo. Pač neki prav kot vrhunec sezone se tega ne da označiti, kaj ne da ne. Pa v vsakih deželi, kjer ima hokej kolikor toliko veljavo, torej ne samo na Švedskem, Češkem, Ruskem, ampak tudi v Avstriji, na Poljskem, celo na Madžarskem, je prav finale, torej končnica, nekako res en prvi veliki vrh podmevnosti sezone. Zelo pomembno sito za reprezentančnega selektorja, ker po tem domačem play-offu vedno sledi še svetovno prvenstvo. Pri nas je pa že vse jasno, da razen dveh igralcev, ki sta nastopila za Slovenijo tudi v olimpijskih kvalifikacijah februarja, na tem novem seznamu ne bo nikogar drugega, razen seveda v primeru kakih zapletov, poškodb, bolezni. In tudi današnji finale ne zbuja nekega širšega zanimanja. Prvič do zdaj v zgodovini samostojnosti, kolikor vem, ne bo niti enega neposrednega prenosa tekem finala, vsaj en ali dveh, tako da je res to malo nenavadno, da imamo reprezentanco s 5 zelo visokimi cilji, ki se pripravlja zelo resno za majski nastop na svetovnem prvenstvu. Ta današnji finale bo pa z izjemo tistih, ki res dnevno spremljamo hokejski utrip, bo minil čist, brez kakršnega koli odmeva. No, če malo po navijaško gledava, sva pri hokeju nekako naravna nasprotnika. Ti si iz Radovalce, streljaj daleč od Podmežakle. Jaz izhajam z druge strani, recimo Šišenskega hriba, če gledamo Olimpijo, ki bo danes 13. zvezdico osvojila v samostojni Sloveniji, ampak brez blišča, koliko je vreden naslov, če nista v finalu odprla dva kluba. Ja, Olimpija je pri tem najmanj kriva, ne pač igrala tako, kot je morala igrati. Njen precej bolj boleče za Olimpijo sta dve spoznanje. Eno je, da se ni uvrstila v končnico tekmovanja, v katerem je prebila večji del sezone. To je za ta prostor atraktivne EBL, torej odprtega avstrijskega prvenstva. Drugo je pa to, da že več let nima vidnih posameznikov iz svoje hokejske šole na mednarodni ravni, torej niti na reprezentančnih tekmah, niti v bistvu v tujini, ker če gremo zdaj prešteti vse te igralce, ki so nosili nekako vlekli rdečo nit zadnjih olimpijskih kvalifikacij, pa tudi zadnjih nekaterih prvenstv, je vidno, da nihče, niti pod prvo dva igralce, ki jih imamo v NHL, oziroma tam en v podružničnem klubu Detroita, pa en v Los Angelesu, ne prihajate iz olimpijne šole in tudi ti igralci, ki igrajo v Nemčiji, na Švedskem, na Slovaškem, v Italiji, to so vse produkti v največji meri Jesenic. Sem pa tja se pa kdo pojavi tudi v Kranju ali pa v Mariboru. In to je ta naslov, ki ga pa sedanji rod ga bo danes Olimpija novič osvojil, je pa zaslužen glede absolutno na prikazano in glede na vložek moštva in glede na kadar, bo pa minil precej neopazno, najprej v eni manj ugledni in slabo prepoznavni mali dvorani v ljubljanskem predmestju. Po vrhu se pa že jutri za slovensko reprezentanco nadaljuje niz pripravljalnih tekem in že tako jutri bosta dva olimpijina igralca, torej Žiga Pancaj in Aleš Mušič, odpotovala v Maribor in že takoj bosta jutri z mislimi povsem druge, torej s pripravo na svetovno prvenstvo, tako da bo res ta naslov nič nezaslužen, ampak zelo neopazen.
No, rekel si, da pač Olimpija zelo slabo proizvaja zadnje čase obetavne igralce, jih bojo Jesenice še glede na situacijo. Kaj ti praviš, kam pluje tale jeseniška zgodba? Na to, da so se pač zdaj odpovedali nastopanju v EBA še za naslednjo sezono, da imamo pač ta nek novo društvo Jesenice mladi, da nekako formalno še obstaja tudi stari hokejski klub Jesenice, za katerega so celo na občini razpis za novega predsednika objavili. Kdo bo tukaj prevzel vajeti? Jesenice, če bodo res hotele ohraniti nekdanjo raven enega res prepoznavnega kluba v regiji, v širši regiji, tudi preko meja, se bodo prej slej morale vrniti v močno tekmovanje in če je to ta moment EBL, torej razširjena avstrijska liga, ki prihaja z Dunaja in ki združuje najboljše klube iz, recimo temu, nekdanjega avstro-ogrskega prostora, bodo Jesenice seveda tudi, če bodo hotele poln dvorano, motivirati mlade igralce, nekoč morale priti nazaj v to tekmovanje, ampak to seveda ni realno brez nekega vložka, ki znaša vsaj 1 milijon evrov na sezono, če govorimo o nekem, recimo, povprečnem moštvu, ki bi se lahko uvrstilo v prvi krog končnice. Zdaj gre pa v bistvu dejansko za preživetje, za obstoj samega kluba. In tukaj je to društvo mladi nadaljuje neko poslanstvo, korak naprej bo naredilo v naslednje sezone, ker bo igralo vsaj v tej mednarodni ligi, torej drugo ligaškem avstrijskem tekmovanju, vsaj to. In jaz verjamem, da bo tudi ta prenovljena jeseniška dvorana vsaj na začetku precej polna, ker bodo ljudje nudili podporo vsaj obstoječi ekipi, seveda bo pa tudi precej radovednosti, kakšna je ta dvorana zdaj, ko je povsem nova in ko bo najboljša oziroma najnovejša v krogu od Dunaja do Salzburga ali pa do meje, avstrijske meje Švico. In je vprašanje, kdo bo v tej dvorani pravzaprav igral oziroma kakšen hokej se bo igral, ker res je pa škoda, da bodo pa po 6 letih Jesenice kot nek bazni tabor številnih reprezentantov dobile res lep objekt, ne bo pa vrhunskega moštva. Vsaj v prihajajoči sezoni, pa še mogoče v naslednji. Hokejsko društvo Jesenice mladi so nek obvod, kot smo že vajeni na slovenski športni sceni, pač da staro društvo ali klub je zadolžen in se pač ustanovi novega in se gre naprej brez poplačila dolgov, kar je ne fair do upnikov, ne fair do konkurence. Kakšna je ta situacija? Ja, tukaj je, kolikor vem, če je za stari klub, za Akron Jesenice, ki je res, da je zbrisan zemljevida in se ponovno imenuje HK Jesenice, oziroma vsaj razpis na občini, ki se ga omenil, za predsednika je podpisan upravni odbor HK Jesenice, torej hokejskega kluba Jesenice. Tam je tako, da je se vse več ali manj vrtelo okrog Akronija z naskokom glavnega pokrovitelja, naslednika nekdanje železarne Jesenice, ki je pa bila pokrovitelj še v jugoslovanskih časih tega hokeja. In tukaj so pri Akroniju ocenili, da oni niso več sposobni ohranjati raven hokeja na profesionalni ravni oziroma na ravni, ki jo po vložku zahteva odprto avstrijsko prvenstvo, kar pomeni, da je to možno edino s prihodom novega pokrovitelja, kar se v teh časih gospodarskih zdi nemogoča misija na Jesenicah. Lažje bi pa verjetno šlo, če bi se pa dejansko sama regija identificirala dokončno s tem klubom in vložila veliko v to, veliko v promocijo v samo moštvo in bi, ker to je podobno recimo na avstrijskem Koroškem, ki je po vrhu ena najrevnejših, celo če ne skupaj z Gradiščanskim, najrevnejša avstrijska zvezna dežela, ampak so se pa našel ta hokej kot svoj identifikacijski moment v avstrijskem prostoru. In sama zvezna dežela zelo veliko, ona namenja proračuna pri beljaškem klubu, recimo petino proračuna celega kluba, v Celovcu verjetno zelo podobno. In tukaj, če bi se Gorenjska regija,
če bi izkoristili in skozi promocijo tega košarkarskega prvenstva in v prihodnosti nordijskega smučarskega prvenstva in tako naprej, če bi se tukaj sestali gospodarstveniki, da bi oni poskusili skrpati skupaj ta milijon, če bi bil interes, seveda, da bi se niso obstali v EBL. Pa misliš, da so tukaj kakšna druga ozadja, še politična? Ne nazadnje je hokej že bil ta identifikacijska točka za gorenjski šport. Za gorenjski šport, po neki regionalni razdelitvi slovenski šport. Pa zdi se mi pač tudi, da avstrijski trg, glede na to, da pač tole razširjeno avstrijsko prvenstvo, da je zanimivo tudi za kakšnega oglaševalca slovenskega in sponzorja. Misliš, da kdo drug tle preprečuje, da bi se zbral ta milijon na leto, ki pa za celo Gorenjsko pa najbrž res ni preveč? Nekateri seveda govorijo tudi te, ki so na koncu poskušali reševati jeseniški klub v prejšnji sezoni, da so tukaj politična ozadja prepričevanja. Jaz ne vem, če so ravno prepričevanja, verjetno je pa premalo, da te politične strukture, konkretno jeseniška občina, torej kot matična občina kluba, ona se je zelo vrgla v projekt košarkarskega evropskega prvenstva in verjamem pa, da tudi, čeprav bo to oni vedno zanikali, da so pa tudi malo ideološke razlike med vodilnimi, ker se dobro ve, da prihaja župan Jesenic, kot že vrsto let, mislim, da samo enkrat v samostojni Sloveniji župan Jesenic, kar je logično za delavsko mesto, ni bil iz leve politične opcije, torej župan pripada levi politični opciji. Vemo, da prvi mož Akronija na Jesenicah, torej gospod Slavko Kanalec, on pripada recimo bolj desno-sredinskemu, tradicionalnemu razmišljanju, on je doma iz Gornje Savske doline in mogoče tudi po tej, čeprav sta navidezno vzven se vedno govorila drug drugemu, da je treba poskrbeti za prepoznavnost kraja in kluba posledično. Je možno, da sta imela vsak svoje pritiske in da potem čisto skupnega jezika, ki bi bil pa nujen za podvig, če temu rečemo, oživitev hokeja, ga pa ni bilo. Pa kako ti realno gledaš na razplet čez par let, kje bojo Jesenice? Bojo nazaj v EBL? Jaz še vedno mislim, da ostajajo odprta vrata za EBL zaradi tega, ker je lahko tudi srečna okoliščina za Jesenice, ker tudi nekateri drugi klubi niso najbolj čvrsti. To, da bo Avstrija vedno imela 12 klubov, ni nujno. Sam Avstrija ima 6-7, od tega 4 res denarno dobro stoječa zaenkrat, iz praktično 4 skoraj največjih mest v Avstriji. Pa recimo za Celovec fizično ni največje mesto, ampak je pa dejansko najbolj prepoznavno hokejsko mesto. In je pa še v Celovcu tudi ta stvar, da drugih športnih panog na ekipni ravni ni razvitih v tem širšem avstrijskem vrhu. In mislim, da se bo vedno odpirala neka možnost, ker vprašanje, če bo madžarski klub lahko sledil visokim avstrijskim denarnim ambicijam. Zagreb se nenehno spogleduje z odhodom v to res atraktivno odprto rusko prvenstvo, ki je glede na finančne ovire Zagreba še vedno zelo oddaljeno, ampak če bodo pa enkrat res dobili z Ruse povabilo, da pridejo tja, pa seveda ne bojo več igrali v avstrijskem prvenstvu. Ne nazadnje pa tudi Olimpija, kakorkoli je zdaj edini klub slovenski v tem tekmovanju, iz leta v leto krpa, tako da preživi, vendarle lažje kot Jesenice, ampak evo, v tem letu že ni igrala v končnici, lani je igrala, enkrat igra, enkrat ne igra, ta končnica pa seveda prinaša dodatne sponzorje, dodatno zanimanje, navzočnost televizije in potem če Jesenice ni. In tukaj je mogoče šansa za Jesenice, da seveda najprej preživijo, da se s to novo dvorano postanejo prepoznavne, in da mogoče pa le izkoristijo, ker imajo pa prepoznavnost v avstrijskem prostoru in bi jih povabili nazaj, seveda, če bi bila vsaj osnovne razmere zagotovljene. Doma pa po tvoji oceni dolgoročno boljšo perspektivo tle. Jesenice vemo, kje so, Olimpija je tudi že šla skozi zgodbe teh obvodov. Veliko očitkov je bilo na račun Matjaža Sekra izrečenih glede teh zadev.
kakšno je recimo zdravstveno stanje Olimpije po finančni, po športni plati? Olimpijino zdravstveno stanje je tako, da vedno znova preživi, da funkcionira in vedno znova pravi, da brez EBL ne bi hokej v Ljubljani bi mrknil zemljevida. Želela bi si seveda še več mestne podpore. Zanimivo je, da ohranja redno na tekmah nekje med 1500 in 2000 gledalcev, kar je verjetno najvišje povprečje skozi celo sezono v Ljubljani, če ne štejemo seveda mednarodnih tekem, ampak izven ligaških tekmovanj, če ne štejemo Evropske košarkarske lige ali ne vem, nekaj tekem na sezono, rokometaši Skrima. Olimpija pa ohranja to jedro prepoznavnosti, ima to občinstvo nekih 1500 do 2000, kar še vedno ni ogromno, to je za evropske hokejske razmere še vedno malo, ampak tukaj se mi zdi, da ti ljudje, ki hodijo na te tekme, poznajo moštvo, da ne glede, da so vedno kritični in do vodstva klubskega, konkretno Matjaža Sekla, in do strokovnega vodstva, kdorkoli je ta trener na klopi, se mi zdi, da je neka zgodba še vedno zapeljana, da nikoli pa točno ne morem doimeti, ali je res so drugi ljudje, da bi prišli pomagati v ta klub, ker se mi zdi še vedno, da je v pisarni premalo ljudi, a so res pretirano odmaknjeni po svoji zaslugi, da nočejo pridati, ali je res Matjaž Sekelj ima tako upeljane te vzvode od že več kot desetletij in svojo prepoznavnost na avstrijskem in drugem mednarodnem trgu. To je pa večna uganka, kaj bi se pa tukaj spremenilo, če bi še nekdo prišel v pisarno, seveda, ali pa sploh, če bi se pa kadrovsko zamenjala pisarna in kdo bi potem to pelal. Tako da Olimpija, mislim, da zaenkrat ni strahu, da ne bi preživela Vejbel, nikoli pa ne bo mogla uštriti za prvimi 4 ali 5 klubi kontinuirano. Lahko jih kdaj preseneti, ne more pa, je pa premalo v osnovi in baze in denarja, da bi bil konkurenčen Salzburgu, Vieni, Kacu na taki ravni, na taki organizacijski in denarni ravni, kakršni so to klubi zdaj. No, fenomen slovenskega hokeja je seveda reprezentanca. O tem, ko vse, kar sva povedala, so tako velike težave, da bi bolj sodili v skupino B ali skupino C svetovnega hokeja. A je vse štima recimo na zvezi, zdaj, ko se pripravljajo na svetovno prvenstvo? Na zvezi so predvsej manjši apetiti, kot so bili nekoč. Nekoč so naši igralci večinoma prihajali z domačih klubov. Ni bilo toliko, ker so bile še meje precej bolj zaprte kot so danes za prestope klubov. In so ti igralci v domačih klubih zaslužili, kar pa so zaslužili, precej se dolgovali in so potem tudi iskali reprezentanco kot neko varianto dodatnega zaslužka in se pogajali za više premije, kot so v hokejskem svetu običajne, predvsem na takratni ravni skupine B, recimo. Zdaj je pa to drugače, zdaj pa reprezentanca samo eno dopolnilo njihove klubske sezone, dodaten motiv, da se pokažejo proti močnim reprezentancam na raznih tekmovanjih, kot so bile na zadnje olimpijske kvalifikacije ali kot bo prihajajoče svetovno prvenstvo. In oni ne zahtevajo skoraj nič denarja, ko pride v reprezentanco, glede na to, da večina teh naših reprezentantov prihaja iz zares urejenih klubov v tujini, kjer so pogodbe spoštovane, jasno zapisane. Nihče, seveda z izjemo 2 igralcev na drugi strani Atlantika, ne more tukaj sanjati o nekih nogometnih pogodbah, recimo na nogometni ravni ali pa že na vrhunski hokejski ravni, ampak to so lepe pogodbe, ki igralcem omogočajo lep zaslužek, tudi nekaj prihranka za naprej. Predvsem se te pogodbe spoštujejo in ti igralci ne samo, da igrajo po svoji hokejski plati napredujejo, ampak so tudi postali bolj zreli in je reprezentanca samo neko dopolnilo sezone, poseben motiv,
kjer ni posebnih zahtev in zveza to dobro ve in ta moment zveza ne obljublja, sploh ne vem, kakšne bodo premije recimo za svetovno prvenstvo, ampak je pa vse urejeno, omogočajo se priprave na zelo spodobni ravni. Jaz sem bil prejšnji teden malo v Mariboru, jutri bom šel to pogledati in te priprave so neka umirjena pot k uspehu potem, ko igralci končajo svoje klubske obveznosti. Torej zdrah, ki smo jih vajeni bili iz prejšnjih let, to pot ni, ker so že zelo dolga, deva končati z enim zelo kratkim odgovorom. Bomo obstali v skupini A? Ja, povsem sodeč, kar smo videli na februarskih olimpijskih kvalifikacijah, mi lahko, mislim, naša hokejska reprezentanca res zdaj pa realno lahko premaga 3 tekmice v tej med 7. mesecem, kolikor bo imela opravka v tem uvodnem delu in seveda lahko tudi izgubi. Ne vem, mislim pa, da je zdaj naša reprezentanca tudi že na tej ravni podobni Norveški, podobni Belorusi, podobni Danski. Vse te reprezentance so pa nekoga tudi že presenetile in mogoče naredile tudi korak več, tako da mislim, da reprezentanca slovenska bo letos 6. nastopila v skupini A svetovnega hokeja. Do zdaj je obstala 2-krat in mislim, da bo tokrat mogoče imela najbolj mirno pot do obstanka, ker se je vedno tresla do zadnje tekem, je pa res, da je pa tudi sistem tekmovanja zdaj drugačen. Prej si imel tiste mučne, psihološke mučne skupine za obstank, tukaj pa ni skupina za obstank, tukaj pa začneš v eni skupini 8 reprezentanc, igraš 7 tekem in v teh 7 tekmah je pa res zelo realna podoba, ali ti si sposoben nastati. Mislim, da sodeč po sezoni naših igralcev v tujih klubih in sodeč po temu, kar smo videli v olimpijskih kvalifikacijah, so tokrat pa res realne možnosti za obstanek. No, upajmo, da bo v Štokholmu se razpletlo po naših željah. Nasvidenje. Nasvidenje.